Pozdravljeni! Po prvem in drugem prostem treningu je čas za naš običajni prispevek pred kvalifikacijami. Tokrat velike nagrade Abu Dabija, zadnje dirke letošnje sezone svetovnega prvenstva Formule 1. Tudi tokrat bo prispevek razdeljen na običajna dva dela, kjer si bomo v prvem ogledali vse tiste tehnične novosti ter zanimivosti, ki so jih ekipe pripravile. V drugem delu bomo pa skušali razumeti, kakšno bo razmerje sil na samih kvalifikacijah. In verjamem, da je marsikdo izmed vas opazil, da tu na progi v Yas Marini je podobno vzdušje kot na zadnji šolski dan. Namreč ekipe se trudijo s skupinskimi fotografijami, nekateri vozniki se poslavljajo in vidi se, da je sezona pri koncu, ampak to ne pomeni, da na progi ne bomo videli kakšnih manjših novosti. In verjetno najbolj vidna izmed novosti je barvna shema pri McLarenu, ampak to ekipi z Wokinga ne bo pomagalo biti hitrejši. Vkolikor pogledamo dokumentacijo, bomo pa kaj hitro ugotovili, da so pripravili tudi nekaj manjših sprememb na dnu. In zanimivo je tudi nekaj drugega. V istem dokumentu smo lahko videli, da tudi pri Ferrariju so napravili določene popravke, seveda zopet na tem delu, na samem dnu. Tam pred zadnjim kolesom smo lahko brali v dokumentaciji, so popravili ono zarezo, ki usmerja zračni tok, in to lahko vidimo tudi na fotografijah. Gre za malenkostne popravke, seveda smo na zadnji veliki nagradi, ampak vseeno novosti so. Na samih prostih treningih smo lahko videli, kako pri Ferrariju so še zmeraj skušali ugotoviti potek zračnega toka na spodnjem delu zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. Vidimo lahko, kako so vzporedne črte, ki jih kontrastna barva riše po spodnjem delu, tako glavnega kot pomožnega profila. In tudi pri Red Bullu je bilo vidno kar nekaj zanimivih novosti, predvsem pri senzorjih zračnega toka prav pri zgornji hladilni reži. In to, da se zračni tok preverja tudi na zadnji dirki v sezoni, nam pove samo nekaj. Da aktivnosti v ekipi Formule 1 se pravzaprav nikoli ne končajo. Seveda, zbrani podatki ne bodo vplivali na razmerje moči v zadnji dirki, ampak bodo izjemnega pomena pri razvoju novih bolidov. In tu še neka zanimivost. Vkolikor pogledamo to fotografijo izpred garaž tovarniške ekipe Mercedes, bomo lahko videli na prednjem aerodinamičnem profilu ter nosnem konusu, da mehaniki še v bistvu niso nalepili nalepke do konca. In kaj lahko to pomeni? Zgornja nalepka, ona številko pač ni nič kaj takega. Namreč ekipe imajo pripravljene nevtralne sete, ki jih nato označijo številko enega ali drugega voznika. Ampak pri strani, kot dobro vemo, je napis seveda pokrovitelja. In lahko bi to pomenilo, da so pri Mercedesu pravzaprav napravili manjše korekture na tisti končni plošči tik pred tehničnim pregledom. Verjetno lahko govorimo o kakšni ojačitvi ali malenkostni spremembi, ampak zopet lahko vidimo, da tudi na zadnji dirki se še presneto trudijo, kako bi pridobili visočinko ali morda dve, čeprav bi se lahko marsikomu zdelo, da je sezone že konec.
A vidimo lahko tudi, kar se tiče rezultata prvega prostega treninga, da so mnoge ekipe dale priložnost testnim oziroma mlajšim voznikom. Namreč izpolniti so morali tudi kvoto, ki jo je predpisala FIA. Po drugi strani, seveda, z napetostjo pričakujemo, kaj se bo zgodilo v Formuli 2. Namreč pri ekipi Haas, kot dobro veste, so objavili, da bo Nico Hülkenberg zasedel mesto Mika Schumacherja. Sedaj moramo počakati še na Logana Sargenta, ali bo osvojil vse potrebne točke za dodelitev superlicence. Če pogledamo rezultate drugega prostega treninga, so stvari malce bolj jasne. Vidimo lahko, da Red Bull je še zmeraj, kar se tiče tehnologije, malce pred vsemi ostalimi. Rad bi vas opozoril, da Max Verstappen je svoj hiter čas postavil bistveno prej kot vsi ostali. Temperature so bile v času, ko je Max imel svojo simulacijo kvalifikacij, malce više. Govorimo lahko tam v razliki 2 ali 3 stopinj Celzija na asfaltni površini. A videli smo tudi nekaj drugega. Pri Mercedesu so zgleda odpravili večino hib in priključili so se Red Bullu, seveda v boju za prvo štartno vrsto. Ne smemo pozabiti na Ferrari, kjer smo že omenili manjše popravke, ampak ne vem. Meni niso delovali prepričljivo. Sicer na samih kvalifikacijah bomo videli in ne smemo pozabiti, da Charles Leclerc je v boju za drugo mesto med vozniki, seveda Sergio Perezem, drugi strani Ferrari in Mercedes se borita za drugo mesto med konstruktorji. Seveda v obeh primerih to ne pomeni dosti, ampak tako za moralo je lahko pomembno, da je nekdo pač prvi izmed poražencev v primerjavi z Maxom Verstappenom in seveda ekipa, ki se je najbolj približala Red Bullu. Čeprav na koncu v raznih statistikah to verjetno ne bo omenjeno. A na samih kvalifikacijah lahko pričakujemo zanimiv boj, kjer ne smemo izključiti, kot sem že omenil, Mercedesa. Na progi je deloval izjemno mirno. Po drugi strani, pri tistih, ki so prvi zasledovalci, menim, da moramo omeniti zopet Alpine. Pri McLarenu smo lahko malce presenečeni nad določenimi rezultati, ki se pojavijo naprimer v prostih treningih, ampak na to, ko gre za res, smo tudi marsikdaj razočarani. In podobno zgodbo v preteklosti smo tudi slišali pri Alpinu in še prej pri tovarniški ekipi Renault. A dejstvo je, da ostali zasledovalci so še bistveno bolj zadaj. In govorimo tu naprimer o Alfa Tauriju, govorimo lahko tudi o Aston Martinu, pri Alfa Romeo F1 Team pa seveda bomo videli, kakšna bo dnevna forma Valtterija Bottasa. Seveda, prihajajoča dirka bo za mnoge zadnja, zato lahko pričakujemo na samih kvalifikacijah, da bodo šli na vse ali nič, kar bi lahko pomenilo tudi kakšno večje ali manjše presenečenje in upam, da v pozitivnem smislu. A o vsem tem se bomo seveda pogovarjali v prispevku Zadnji briefing, ki bo prišel na vrsto seveda med samimi kvalifikacijami in dirko za veliko nagrado. Verjetno ste opazili, da tokratni prispevek je objavljen malce kasneje kot ponavadi. To pa zaradi tega, ker sem nepričakovano dobil zakomentirati tudi Formulo 1. Zato upam, da bomo skupaj uživali v napetih trenutkih in o vsem, kar se bo dogajalo na progi, vam bom sproti tudi poročal. A za danes, za prispevek pred kvalifikacijami, je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.